mano Tomaž Dimnik, organizator kariernega sejma. Povej mi, kako ste kaj zadovoljni z današnjim obiskom? Glede na to, da že v otvoritvi sejma ob 10. uri je bil zelo velik naval, predvsem mlajše populacije, po 4. uri pričakujemo tudi tiste malo starejše oziroma tiste, ki so že zaposleni. Očitno letos bomo ponovili lanskoletni uspeh in pričakujemo preko 15.000 ljudi. Omenil si zdaj mlajše, starejše. Komu je tako namenjen ta sejem? Kdo ga obiskuje? Sejem je namenjen vsem, ki želijo boljšo, novo, prvo zaposlitev. Namenjen pa tudi vsem, ki se želijo novih informacij v zvezi z izobraževanjem, razvojem kariere, tisti, ki želijo slišati, zakaj so uspeli nekateri posamezniki, ki so res uspešni v svojem poklicu oziroma v svojem življenju. Na kakšen način ste pa zbirali sogovornike oziroma predavatelje? Probali smo poiskati tiste res najbolj zanimive iz različnih področij, tako iz medijev, kot tudi iz politike in pa iz podjetništva in menedžmenta. In nismo bili osredotočeni samo na Slovenijo, temveč tudi širše, tako imamo predstavnike iz Izraela in pa seveda iz Italije. Kje je najlažje ali pa kje je najtežje se ustvariti kariero, po tvojem mnenju? V katerem segmentu? To bi težko rekel. Se mi zdi, da mora vsak kandidat sam vedeti, kaj želi in kaj hoče. In uspešen je tisti, ki dejansko najde tisto delo ali pa tisto zaposlitev, ki ga izpolnjuje, v kateri je srečen. In vsako jutro gre z veseljem na delo oziroma da rad opravlja to, kar pač opravlja. Kakšno je pravo razmerje med delom pa zabavo oziroma kariero in zabavo? Idealno je, da ti je v bistvu kariera oziroma delo zabava. To je idealno razmerje, vendar po izkušnjah je dobro tako, da v bistvu kombiniraš delo, zabavo, da dejansko imaš nek kanal, kjer se sproščaš. In tiste stresne situacije potem kompenziraš z kakšnimi takimi adrenalinskimi, vsaj v mojem primeru, adrenalinskimi športi. Prej si omenil predavatelje iz tujine in Slovenije. Danes je bilo že en kup predavanj, nekaj jih je pa še za jutri. Katera bi izpostavil recimo jutrišnja? Za jutri bi izpostavil Ricarda Ilija, ki je ob 11. dopoldan, in pa predavanje morda Aleše Kandus. Imamo še 5 ostalih predavateljev veličastnih. Popoldan pa imamo tudi neka druga predavanja na temo kariere, zaposlovanja in pa določena podjetja se predstavljajo kot zanimivi delodajalci. Je pa ves sejem brezplačen, ne? Vsa predavanja so brezplačna. Kako si pa človek pridobi sedež v predavalnici? Mi smo predčasno že zbirali neke predprijave na predavanja, vendar imamo tudi nekaj stojišč prostih, tako da vabimo vse, da pridejo na predavanje oziroma da enostavno obiščejo sejem. Sejem je brezplačen in seveda se udeležijo predavanj, prostora je dovolj. Poleg tega ne omenim, da lahko vsak prinese tudi življenjepis s seboj in naši strokovnjaki ga bodo pregledali, ocenili in dali neke sugestije, kako ga še izboljšati. Lahko pa naredite tudi psihometrično testiranje, ki je tudi seveda brezplačno. Hvala. Hvala.